Amam. Ja, živijo. En super duper lušten dan bo spet danes. Ven grem na kolo, po dolgem času. En mesec mislim, da je že, oziroma več kot en mesec, ker sem bil vzunaj na kolesu. To pa zato, ker je zima, normalno, mraz, dež, sneg. Zdaj snega ni več, ampak več ali manj dež pada vsak dan, tako da ja. Turobno vreme, nimaš kaj, ampak takale dni, kot so danes, ko pol majčkeno sonce posije, pol z veliko večjim veseljem izkoristiš, pa jih bolj ceniš, no, tako da ja, danes grem ven, komaj čakam. Sem imel pa tudi majčkeno pavze od YouTuba, no, zdaj, prvi sem mislil tudi, da bom pozimi malo več snemal, kakšen vlog več, ampak na koncu sem se odločil, da bom vse glih majčkeno dal vse skupaj na off, pa da se majčkeno nafilam baterije. Pa tudi iskreno motivacije v decembru pa v januarju skoraj ni bilo, no, vse v bistvu ni bilo, čist na tleh je bila. Ampak tukaj pol pride tist v ospredje, koliko je bolj pomembna disciplina, kot pa motivacija. Zdaj, če bi se človek samo na motivacijo zanašal, pol bi bilo hiter konc vsega vesela. Ampak ja, tudi takrat, ko se mi ni dalo, sem vrgel nogo čez sedež pa odgonil. In ja, zdaj sem tle, zdaj sem motivacija in nazaj, dirke imam splanirane za cel let in ja, v bistvu se sezona zelo kmalu tudi začne. Čakaj, kaj še rabim, tole rabim. 3 ure cone 2 imam danes v planu. Grem na Ridlija, na Grevla, itak je tudi toliko peska po cesti, da nima veze. Bom pa en mix pelal, nimam še niti trase točno splanirane, ampak majčkeno bom po cesti, majčkeno po makadamu. 3 urce. Gremo. Sem nekaj pozabil. Klasika. Gremo nazaj po špegle. Takole, evo, to je že boljše. Občutek, ko si po dolgmu času spet vzunaj na kolesu je, ne vem, primerjal bi lahko po moje s tistim, ko daš po dolgmu dnevu v pancerje dol pa čevlje gor. Kva pa še, noro. Bi pa tudi to omenil, a si ome uno ali pa duo, kakorkoli. Top shit. Če iščete powermeter, lej, pedala so to bolj. Rekel sem, da bom danes naredil trening vzunaj na Grevlu. Zamenjal sem pedala in imam zdaj v bistvu tukaj na Grevlu tudi moč. Lahko vidim vate. Pedala so res zakon. Vzame ti pa tiste 5 minut, da vse skupaj zamenjaš. Ta vesele, ko je človek spet vzunaj. Še ena stvar, preden grem v cono 2, bom pa posnel še 2 kadra za Letap Slovenija, ko so me prosili. Tudi letos bom ambasador, oziroma del ekipe ambasadorjev, kar je res zakon, ker smo se imeli tudi lansko leto ful dobro, smo snemali, tako da komaj čakam. Ja, grem 2 stvari posnet, vi boste pa videli, ko bi rekel, behind the scenes. To je to, če se še niste prijavili na dirko, toplo priporočam, da se prijavite. Je res za moje pojme
najboljša tako organizirana dirka v Sloveniji. Prijavite se. Gremo snimati. Evo, to je tudi posnet. Da vidimo, če je v redu, pa naprej. No takole, kar sem imel za posnet, sem posnel. Zdaj grem pa res v cono 2, pa najprej grem malo uživat. Pol se pa spet mačka njavim, ampak ja, zdaj grem pa čist uživat. I know it's just a crush, crush, crush. I know it's just a crush, crush, crush. Lej, tudi za kakšno dobro sliko se je treba ustaviti. In gremo dalje. Ja, noro, res lepo je, pa feeling, ko spet vzun. Neprecenljivo. Prej sem omenil, da imam že splanirane tudi vse dirke za letos. Če bo vse v redu, pa po planu, bom štartal na 12 eventih. Kar je po moje kar lepa številka. Bo pa mečkan zmiksan, bo mečkan grevola, mečkan pa ceste. Lepo. Pa še ena stvar je, ki bi se jo tudi rad lotil, poleg vseh teh 12 dirk oziroma eventov, je pa en tak adventure ride. To sem zdaj začel o tem razmišljati, pa skozi bolj me ima, da bi to naredil. Bo sicer v stilu grevola. Ena taka, sploh ne vem, kako bi to rekel, taka malo težja preizkušnja, ki bi šel čist na svojo pest odpeljati jo. Traso imam že v bistvu zrisano, vem, kje bi šla, pa tudi približno vem, kako bi se to lotil, pa kdaj. Ampak moram pa najti še enega, ki bi šel z mano, po moje, da bi bilo zanimivno. Zanimiva bi bila tako vožnja, pa tudi posnetek konec koncev bi bil tudi na koncu kar zanimiv, po moje. Tako nekako je to, ja, se pravi 12 eventov, 12 štartov, bo pa zelo kmalu se začelo, se pravim. Ena izmed prvih dirk bo v Italiji, Strade Bianche. To res kar komaj čakam, ker bo zanimivo, ena taka zanimiva izkušnja bo po moje. Ostalo pa ja, bomo videli. Upam, da mi rate čim več, kar sem si zadal tudi narediti pa odpeljati. To je to. Malo napišite v komentarje, kam greste vi kaj voziti letos, če se kaj vidimo. O, vrba, draga vas. Če sem pozabil, da smo 8, če sem čisto iskren. In po enemu slučaju se peljem danes čez vrbo, če me bojo skozi spustili tukaj radarji, bomo videli.
Ja, takole, evo. Smo pa še pri Francelnu. Tudi skozi gužvo sem se prebil nekako, evo. Super. No, zdaj pa res ni več tiste gužve. Majčkeno sem bil optimist tam po koncu vasi. Toliko ljudi gleda še nisem videl tudi na temule makadamu, ne. Dobar je, zdaj sem že mem. Grem naprej. Make love in every way. Blizu doma sem že. Prav fajn je bilo, slabe 3 urce, 60 km pa blizu 1000 višincev. Kar je kar odlično. Zdaj grem pa domov, pogledati, če je že kaj za jesti. Če ne drugače, so mi pa palačinke zapasale zdaj, da bi jih naredil. Tako da zna biti, da jih bom. Pa poznam še ene 3, ki se ne bojo branili, če tudi kakšno pojejo. A palačinke naredimo? Jaz sem za. Ja? Kaj pa vidva? Ožbe je mečkam boven danes. Je bogi. Ampak mislim, da se palačink ne obranu. Jih naredimo? Ajde. Palačinke so bile odlične, zdaj imam pa za narediti še eno stvar. Se pravi, tisto, kar sem posnel za letap, moram še majčkeno obdelati pa color gradati, da pošljem takoj naprej, pa da to dam ven iz glave. Ja, tako da to bomo zdaj naredili. Na hit. Takole, je pa nedelja že skoraj konec. Vse sem zrihtal, tole, kar sem mu zaposliti, sem poslal naprej. In ja, se pravim, nedelja je že konec. Fajn dan je bil, lušten, samo da greš lahko majčkeno ven, da spremeniš, da ni skozi en zviht, pa je že kuj bolj švola. Tudi na zvihtu bo zdaj veliko lažji. Zdaj šel pa tja, v dnevno, na kavč, majčkeno sem mu stisnil. Ta malo je čisto gotov, se mu pozna kar lica ima rdeča, ga kuha, majčkeno ima vročine. Tako da ja, zdaj se gremo stiskati, pa bo vse v redu. Važno, da jedi, že to, da jedu palačinke, pa vse je kar dober znak. Imamo pa zdaj tudi v bistvu vsak vikend movie night. Zdaj smo ga sicer, prvi teden smo imeli v nedeljo, ampak glede na to, da imamo dolg film, to ni glih najbolj za šolo drug dan. Tako da smo spremenili, pa imamo zdaj ob sobotah te movie nighte. Ta malo gre spat, jaz, Maja pa Aljaž pa pogledamo vsak vikend enega Harryja Potterja. Prav fajn se imamo, naštimamo si, da smo v kinu, ta prvi vse, od kokic, pijače, pa gledamo, pa uživamo. Harry Potter je itak zakon. Zdaj smo pri dvojki, včeraj smo dvojko gledali, zdaj gremo pa na trojko, drug teden. Ja, super je. To je to. Dirke so jo kmalu začele, pa eventi, tako da če se še niste naročili na kanal, se naročite, ker bo zanimiva sezona. Siguren. To je to. Majte se. Ajde.